da smo se zbrali skupaj, vsaj iz treh razlogov. Ne. Zdaj, prvi razlog, za katerega smo se zbrali, je nedvomno Dan Zemlje, ki je 22. aprila, to je kmalu. Ne. Dan Zemlje je namenjen temu, ne, da se spomnimo na to, da živimo na nekem planetu, ki ima težave, ne, ki mu jih povzročamo ljudje, in moramo v bistvu se ob takih dogodkih zamisliti, ne, kaj bomo pustili našim zanamcem. Pri tem seveda je v ospredju par stvari takih, kot je, govorimo o tem, ne, da je treba paziti z naravnimi viri, surovinami in tako naprej. Mi v Evropi to še posebej čutimo, vemo, da smo brez nekih posebnih surovin, ki so pomembne za to, da prosperiramo. Vemo, da so surovine strateške, da to pomeni v bistvu, na kak način mi lahko funkcioniramo v primerjavi z drugimi deli Zemlje. Drugi del, ki se omenja v tem sklopu, ne, je nekako prilagajanje tem podnebnim spremembam, ki so tu, ki so neminovne, nastopajo, ne, in seveda smo vsi zaskrbljeni, kaj vse bo to za nas prineslo. Vidimo, vsako leto je bolj vroče, in tako naprej, ne. Poznalo se bo tudi na biosferi, na vsem mogočem, ne. Tretji vidik, ki se pa v zadnjem času še poudarja in ga tudi mi čutimo, je pa hrana in odpadki na osnovi te hrane, oziroma zavržena hrana, ne. To postaja zelo pomemben parameter. Mi vemo tudi kot občani, ne, vsako leto povemo, da se je za 10 približno procentov dvignilo število ali količina bioloških odpadkov, in to ni zanemarljivo, ne. Po drugi strani pa presenetljiv podatek, ne. Ene od največjih v bistvu proizvajalcev ali pa generatorjev vseh teh odpadkov je meso, ne. Če niste vedeli, malo sem pogledal, kaj to pomeni. Za recimo zavržen kilogram govedine je šlo poleg tistega kilograma govedine še 14 kubikov vode. Toliko rabi v bistvu pri vzgajanju živine, toliko vode se porabi, ne. Ogromno, nepredstavljiva številka. In seveda ne vržemo, kot sem rekel, samo tisti kos mesa stran, ampak zavržemo vso tisto vodo, energijo, CO2, ki je bil pri tem ustvarjen. Drugi razlog, zakaj smo se danes zbrali, je, bom rekel, ga bolj omenil, ne, je 45 let v letošnjem letu praznuje Komunala. Nimamo namena nekih posebnih slavi delati, leta so leta, ne, mi pač smo v tem poslu, kjer v bistvu moramo biti, in vsako novo leto pač ne predstavlja zdaj nekega posebnega dogodka. Tretji razlog je pa za nami, ne, tretji razlog je pa novo vozilo, za nas pomembna pridobitev. Gre za novo komunalno vozilo na Mercedesovi osnovi, s katerim bomo pobirali odpadke bolj učinkovito, z manj stroški. Mi smo imeli zadnja leta precej stroškov vzdrževanja teh starih vozil, s tem računamo, da se bo to bistveno znižalo. Vidite, bom rekel, naši fanti bomo demonstrirali, ko pride do naše ferme, bomo uradno predali tole vozilo. Mogoče kar besed še vam. Ja. Lep pozdrav. Torej, kaj je rekel direktor, ni kaj veliko za dodati. Torej, občina Konjice, 15 000 ljudi, se trudimo, pa tudi kot lokalna skupnost, da na tem komunalnem področju naredimo maksimalno, kar se da. To je nikoli končana zgodba. Torej, vse to, kar počnete v komunalnem podjetju, je za naše občane zelo pomembno, in jaz moram dati na veliko priznanje vsem vam, da ste tudi v hudih cajtih, v časih korone in tudi sedaj maksimalno naredili, da je zadeva tekla tako, kot mora, ne. Torej, občina Konjica je v sistemu Zero Waste, torej dejansko želimo čim manj smeti. Veliko vlagamo v obnovo vodovoda, sedaj v sekundarno kanalizacijo, to so milijoni evrov. In jaz upam in verjamem, da bomo tako nadaljevali še naprej. Konec koncev tudi, če pogledate, sanacija Graščaka, tudi to je en prispevek skupnosti, da se to uredi. Torej, smo odgovorni. Hvala vam še enkrat, vsem zaposlenim, tudi občinski upravi, ki tudi tu na nek način sodeluje in pomaga.
Tako da, ja, vse lepo, torej čestitka v 45-letnici, ne. Zdaj, prej sem se pogovarjal z enim in rekel, malo pa še bo šel penzijo, ne, pa že čel cajt za komunali. Tako da, prav. Torej, iskrene čestitke, direktor tudi te nove pridobitvi. Kaj da rečem, občina bo stala za komunalnim podjetjem, tako kot je vedno. Hvala lepa. Hvala. Jaz bi predal še, recimo temu, tale dokument, prevzema novega vozila naši ekipi, ki prevzema, od zadnji smo videli stare vozilo, ki ga puščamo nekako na rezervi, novo vozilo predajamo Robi tebi kot vozniku tega vozila in želim veliko sreče, veliko dobrih kilometrov brez okvar. Hvala lepa. Bi se rad zahvalil direktorju, komunali, vsem skupaj za zaupanje, ki ga ne izkazujete. To ni prvo vozilo, ko ste nam ga zaupali dobaviti in upam, da boste z njim zadovoljni, pač vi, ko ste bliže s prejšnjim. Tako da še enkrat hvala za zaupanje, upam, da se še ne vidimo v prihodnosti. Hvala.